Danes so v Mariboru otvorili jeklen poligon za vadbe na prostem. Z mano je Sara Wagner iz skupine SI. Sara, pozdravljena. Zdravo. Ravno ni naključje, da ste ravno v času festivala imeli otvoritev in postavili tak jeklen poligon. Ja, drži, res ni naključje. Kolikor vem, si na OFEM-u zelo prizadevajo v vso dogajanje pripeljati tudi trajnostne vidike. In poligon, ki stoji tukaj za nama, je v resnici zelo trajnosten, saj je izdelan iz recikliranega jekla iz naše skupine. Torej, ta je 21. poligon, ki ste ga postavili. Jeklo je material, ki je prisoten povsod po svetu. Ko jemo z jeklenimi žlicami. Ko telovadimo, uporabljamo infrastrukturo, v kateri je jeklo ali pa izdelana iz jekla. Ko se vozimo, v avtomobilih je jeklo, v stadionih, v letalih, s katerimi športniki potujejo na tekmovanja. Tako da naš cilj je, da tudi skozi tako infrastrukturo omogočimo vsakomur, da začuti in ozavesti, kako vse prisoten material je jeklo v naših življenjih, ki je pa hkrati tudi trajnosten, ki ga je mogoče izdelati s pomočjo reciklaže. Vsak jekleni poligon ima svojega ambasadorja. Kdo pa je ta ambasador tukaj v Mariboru? Ja, v resnici za naš kar najboljši predstavnik jeklene volje tukaj v Mariboru, to je Filip Flisar. Kdo drug kot on je najbolj s svojimi dosežki in z vsem tistim, kar je doživel skozi svojo športno kariero, je pokazal, kako zelo pomembna je jeklena volja, kadar gremo naproti proti svojim ciljem, kdaj nam uspe, kdaj nam ne, ampak z jekleno voljo se pa vedno lahko poberemo in Filip Flisar absolutno to več kot odlično dokazuje. Sara, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in odgovorili na vsa vprašanja. Hvala vam, vsem Mariborčanom pa želimo, da dobro telovadite. Z mano je Filip Flisar, ambasador jeklene volje. Filip, kaj ti predstavlja ambasadorstvo? Ja, definitivno mi predstavlja to nek ponos. Jasno, športnik s svojimi rezultati v karieri naredi nekaj, kar mu dosti pomeni, ampak ti rezultati se pol projicirajo na neke take zadeve, kot so to, in to je neko potrdilo, da tvoje garanje, tvoje delo, tvoja jeklena volja ni bila zaman in jasno, da sem večkrat počaščen, da sem lahko. Ta tvoja jeklena volja, si jo dosti potreboval? Definitivno. Jeklena volja je v športu več kot potrebna. Noben športnik ni postal svetovni prvak, olimpijski prvak po naključju. Za tem stoji ogromno trdega dela, ogromno odrekanja. In jeklena volja pride prav glih takrat, ko so najtežji trenutki, ne takrat, ko je čas zmage, pa to takrat ne rabiš ti jekleno voljo. Jekleno voljo rabiš prej, ko si delal preboj v svojem življenju, ko si garal, ko še te noben ni poznal, ko nisi imel financ, nisi imel tega. In jaz sem šel v svoji karieri, bom rekel, iz takega športa, ki ga v Sloveniji praktično noben ni poznal. Jasno, prej sem bil alpski smučar, potem sem začel z ski crossom, ki ga ni noben praktično poznal. In tukaj delaš brez finančnega suporta, brez vsega, in tukaj rabiš jekleno voljo, da pripelješ en tak šport na tako raven, da v bistvu praktično vsak Slovenec to pozna, in to je definicija jeklene volje. Filip, prej smo te videli, si pokazal kar fajn, smo videli, da si še športno aktiven. Ja, definitivno probavam biti športno aktiven, koliko gre, koliko mi čas dopušča. Jasno, še vedno delam s svojimi sponzorji, ki so tudi povezani s športom, in zato že moram biti v formi, tako da nekaj še s svojimi, jaz se rečem, starimi kostmi zmorem. Predvsem pa zdaj taki poligoni, kot so to, se mi zdi pa, da so cool, zaradi tega, ker jaz sem bil vedno tekom moje kariere, pa še zdaj sem vedno pristaš
tega, da greš ven, da nekaj delaš zunaj. Nikoli nisem rad bil noter v zaprtih prostorih, v fitnesih in to omogoča neko vadbo z svojo lastno težo, kjer ti sam lahko prideš od začetnika do nekoga, ki je najboljše svetovno športno pripravljen, lahko tukaj naredi marsikaj za sebe. Tako da je to ena taka zelo pomembna športna infrastruktura, ki jo rabi v bistvu vsako mesto, vas, praktično vsak zemljan. Še boš prišel kaj s tem, te bomo še kaj videli tu? Bom, definitivno še bom prišel. Zdaj, ko imamo to, ni daleč od mene, tako da bom prišel še malo potrenirati, da naslednjič mogoče še več vzgibov naredim. Super, najlepša hvala, da si vzel čas pa odgovoril na vprašanja. Z največjim veseljem.